vsem skupaj in dobrodošli znova na prvem jesenskem webinarju. Danes se bomo pa osredotočili na nove multivitamine za otroke, ki so res slastni. Tisti, ki smo bili na poletnem taboru, smo jih imeli priložnost že okusiti in lahko iz prve roke povem, da so res odlični in sploh ne dvomim, da bodo vaši otroci ali pa vnuki nad njimi navdušeni. Zdaj bi pa jaz prepustila besedo kar Moniki, ki nam je pripravila tudi naslednjo prezentacijo, pa naj ona predstavi. Mislim, da bo tudi iz prve roke lahko povedala, kaj otroci imajo radi ali pa česa ne marajo, in izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa, Maja, za lep napovednik. Spoštovane, spoštovani, veliko veselje mi je, da se ponovno srečamo. Še bolj pa me veseli, da danes z vami delim informacije o tem, da so ponovno oziroma bodo ponovno v ponudbi gumivitaminčki za otroke. Res je, da smo jih zelo, zelo dolgo čakali, ampak smo jih dočakali in naši otroci se jih že zelo, zelo veselijo. Vsak starš se zagotovo kdaj znajde v zagati, ko želi otroku ponuditi zdrav, polnovreden obrok, otrok pa se temu upira. In potem pogosto začnemo s prošnjami, moledovanji, pa daj še eno žličko, pa še eno za babico, pa še samo eno, pa če to poješ, dobiš nagrado. In ko se nič od tega ne zgodi, se lahko takšna pregovarjanja končajo z jokom, kričanjem in ne nazadnje slabo voljo vseh udeleženih. Ampak še bolj pomembno pa je to, da najkrajšo vedno potegne otrok, saj na koncu ostane brez prepotrebnih vitaminov in mineralov. Ampak ta rutina se lahko že kmalu preneha. Seveda je pomembno, da otroke navajamo na raznoliko prehrano, saj je le ta osnova za zdravo življenje, a včasih pri navajanju na dobre navade vendarle potrebujemo pomoč. In zakaj se ne bi pomagali z gumimedvedki, ki so poleg tega, da so lepega izgleda, tudi slastnega okusa in polni vitaminov in mineralov. Ustvarjeni z željo, da bi jih otroci z veseljem uživali, nenazadnje, da bi tudi starše povabili k nakupu in bi tako tudi njim pomagali, da bodo dnevi lažje stekli. Po izgledu gumimedvedki, gumikids spominjajo na neko že znano sladico, ki se ji tudi odrasli težko upremo in za katero nenazadnje vemo, da se z lahkoto prežveči in zdrsne po grlu. In tako jih lahko uživajo vsi tisti, torej otroci pa tudi starejši, ki imajo sicer težave s konzumacijo tablet ali pa drugih tekočih suplementov. Gumikids so super tudi zato, ker so zelo prijetnega okusa, sveže jagode in hrustljavega jabolka. In nenazadnje za starše je pomembna informacija, da so iz naravnih sestavin, torej obarvani z izvlečkom korenčka, črnega ribeza in buče. Na koncu koncev pa tudi zelo bogati z vitamini in obogateni z jodom in cinkom. Vsebujejo v maščobi topne vitamine A, D, E in K, vsebujejo pa tudi vitamine iz skupine B, C vitamin, dodana pa sta tudi jod in cink. Kombinacija vseh teh vitaminov ima zelo velik vpliv na razvoj kosti, zob in mišic pri otrocih, pomaga pa tudi pri pravilnem razvoju živčnega sistema in krepi odpornost. Pa se najprej ustavimo pri vitaminu A. Torej, vitamin A je v maščobi topen in poznamo ga kot pomembnega za delovanje vida. Kadar dolgo časa primanjkuje A vitamina, se lahko pojavi ta nočna slepota, pa tudi suhe oči, lasje so brez sijaja, koža in sluznice prekomerno poraženijo. Ljudje, ki imajo pomanjkanje vitamina A, pa so tudi bolj dovzetni na respiratorne infekcije.
Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da se pri infekcijah, ki so povezane z visoko telesno temperaturo, poveča potreba po vitaminu A. In še ena je pomembna informacija, če v telesu primanjkuje cinka, C-vitamina ali ščitničnih hormonov, se poruši tudi pretvorba karotenov, torej provitamina, vitamina A v aktivno obliko. Zato je pomembno, da je celotno naše telo v ravnovesju in opremljeno z vsem, kar potrebuje. Naslednji je vitamin B3, poznamo ga tudi pod imenom niacin. Niacin prispeva k sproščanju energije pri presnovi, torej kadar nekaj pojemo, posledično želimo, da od tega pridobimo neko energijo. Tukaj ima niacin veliko vlogo, pomaga tudi pri delovanju živčnega sistema, pri nekem normalnem psihološkem delovanju, pa tudi ohranja zdrave sluznice, zdravo kožo ter preprečuje utrujenost in izčrpanost. Dolgoročno pomanjkanje vitamina B3 lahko povzroči nastanek bolezni pelagre, ki se kaže kot utrujenost, glavoboli, apatija, depresija, tudi kot izguba spomina. Na koži se zaradi tega pojavijo pigmentacije po sončenju, lahko pa se pojavi tudi bruhanje, diareja ali zaprtje. Zato je pomembno, da poskrbimo, da imamo tako mi kot naši otroci dovolj vitamina B3. Naslednji je vitamin B6. Tega najdemo kot ostale vitamine tudi v prehranskih virih. Kadar pa ga primanjkuje, se lahko pojavi vnetje kože, vnetje jezika, tudi razpokane ustnice. Vitamin B6 kot koencim sodeluje pri presnovi samih beljakovin, obenem pa je pomemben tudi pri metabolizmu ogljikovih hidratov in maščob. Vpleten je v delovanje imunskega sistema, pri nastajanju rdečih krvničk, uravnava tudi delovanje hormonov ter zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Pomembna je tudi povezava vitamina B6 z magnezijem in vitaminom B2. Če katerega od njiju primanjkuje, ostaja B6 v neaktivni obliki, takšnega pa naše telo ne more izkoristiti. Naslednji je vitamin B7. Včasih je bil poznan pod imenom biotin oziroma H-vitamin. Tega bolj poznamo iz nekih lepotnih kombinacij, saj poskrbi za lepe nohte, za sijoče lase, za zdravo kožo. Ima pa tudi zelo pomembne funkcije pri presnovi makrohranil, torej pomaga pri delovanju živčnega sistema in normalnem psihološkem delovanju. Če ga ni dovolj, torej njegovo pomanjkanje lahko povzroči utrujenost, letargijo, pa tudi takšne zbadajoče bolečine v okončinah. Naslednji je vitamin B9 oziroma folna kislina. Tega nekako najbolj poznamo iz reklam za nosečnice, saj jo strokovnjaki priporočajo uživati v prvih mesecih nosečnosti. In z zadostnim vnosom prispeva k normalnemu razvoju ploda. Kasneje pa pomanjkanje vodi v utrujenost, pomanjkanje apetita, koža postane bleda, lahko pa se pojavijo tudi aftice na jeziku in v ustih, kar je zelo boleče, in posledično otroci tudi zaradi tega odklanjajo hrano. Sodeluje folna kislina v mnogih bioloških procesih v telesu, tudi pri delitvi celic, pri nastajanju krvi, pomaga pri normalnem delovanju imunskega sistema, prav tako pa zadostna količina folne kisline v telesu zmanjšuje utrujenost in izčrpanost.
Zopet je pomembno, povezana je z vitaminom B12, namreč, če je vitamina B12 dovolj v telesu, se lahko dovolj vitamina B9 pretvori v aktivno obliko. Pa smo že pri vitaminu B12, če ga zmanjka, če ga primanjkuje, se srečamo z utrujenostjo, lahko imamo težave z odvajanjem, izgubi se želja po hrani, lahko občutimo tudi mrtvičenje v okončinah in imamo težave z ravnotežjem. Potreben je B12 za normalno delovanje imunskega sistema, za ohranjanje živčnih funkcij, sodeluje pri presnovi hranil, prav tako sodeluje v procesu tvorbe rdečih krvničk in kot sem že rekla, ima tudi pomembno vlogo pri pretvarjanju folne kisline v aktivno obliko. C-vitamin. Za C-vitamin vemo, da je odgovoren za stanje imunskega sistema. Manj pa nam je znano, da ob pomanjkanju se dlesni zadebelijo, znajo začeti krvaveti, rane se počasneje celijo. Zelo pomemben pa je tudi v povezavi z železom. Saj če manjka vitamina C, se železo slabše absorbira in prihaja do razvoja anemij. C-vitamin prav tako sodeluje v procesu tvorbe kolagena, ki je potreben za normalno delovanje žil, torej za prožnost. C-vitamin sodeluje pri tvorbi kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Zelo poznana pa je tudi njegova antioksidativna funkcija, kar pomeni, da ščiti strukture v telesu pred oksidativnim stresom. Vitamin C obenem prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema, posledično smo manj utrujeni oziroma izčrpani. Pomemben pa je tudi pri absorpciji in metabolizmu hranil. Vitamin D3 je v maščobi topen vitamin, ki ima zelo pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob, kar je pri otrocih še posebej pomembno, saj vsi ti procesi pri otrocih, pri dojenčkih potekajo zelo hitro. Zato je pomembno, da ne zamujamo dni oziroma da ne obstajajo trenutki, ko je kakšnega vitamina oziroma minerala v telesu premalo. Torej, vitamin D poskrbi tudi za dobro delovanje imunskega sistema, je v bistvu edini vitamin, ki ga lahko sintetizira človeško telo, ampak s pomočjo ultravijolične svetlobe. D-vitamin poveča sposobnost tankega črevesa, da se absorbira kalcij in fosfor, kar pa potem omogoči normalno mineralizacijo kosti, vpliva tudi na diferenciacijo celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je pomembna vloga vitamina D za ohranjanje zdravih kosti izpolnjena le takrat, če je telo preskrbljeno tudi s kalcijem. Če tega ni, potem kosti postajajo vedno mehkejše in prihaja do osteomalacije oziroma topljenja kosti. Tudi E-vitamin spada med odlične antioksidante. Njegovo pomanjkanje privede do mišične oslabelosti, do poškodbe živčevja, slabe koordinacije, tudi nehotnega zavijanja z očmi. Osnovna vloga vitamina E je njegovo antioksidativno delovanje, torej ščiti celice pred oksidativnim stresom. Podobno vitamin E zavira nastajanje oksidiranega LDL, torej slabega holesterola v plazmi, kar zmanjšuje tveganje za nastanek arterioskleroze. Če manjka vitamina C, vitamin E ostaja v neaktivni obliki in kot takšen ne more opravljati svojih nalog. Tudi vitamin K spada v maščobi topne vitamine,
v našem telesu pa je poznan kot faktor, ki vpliva na strjevanje krvi. Manj ljudi pa ve, da aktivira v bistvu beljakovine, ki so potrebne za strjevanje krvi, in če K-vitamina primanjkuje, se čas strjevanja krvi podaljša. Prav tako K-vitamin uravnava kalcifikacijo mehkih tkiv, spodbuja mineralizacijo kosti in regulira celično delitev. Zato je tudi on zelo pomemben. V gumi Kids sta dodana še jod in cink. Za jod v osnovi vemo, da je sestavni del hormonov ščitnice. Če joda ni, hormoni ščitnice ne nastajajo in posledično se upočasni sinteza beljakovin, upočasni se pa tudi encimska aktivnost v telesu. Jod je pri otrocih tudi zelo pomemben za zdrav razvoj kosti in živčnega sistema, veliko vlogo pa ima tudi pri sproščanju energije pri presnovi. In tudi, če ni ščitničnih hormonov, če ščitnica počasneje deluje, lahko občutimo eno tako zelo močno utrujenost. Če manjka cinka, slabi imunski sistem, otroci imajo zaradi tega slabši apetit, lahko jim izpadejo lasje, počasneje rastejo in počasneje se razvijajo. Sicer pa cink sodeluje v mnogih procesih celičnega metabolizma, vključen je v več kot 100 različnih encimskih reakcij v telesu in ima zelo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Sodeluje tudi pri celjenju ran, zaščiti celic pred oksidativnim stresom, pri presnovi makrohranil, pa tudi vitamina A ter celični delitvi. Cink, kot sem že rekla, ima zelo pomembno vlogo pri rasti in razvoju telesa, kadar ga pa primanjkuje, se lahko poslabša delovanje naših čutil, torej slabše slišimo, slabše vonjamo, slabše okušamo. Zadostna količina cinka pa sodeluje tudi pri ohranjanju zdravih las, zdravega vida, nohtov in kože. Prav tako cink sodeluje pri vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in za odrasle ljudi je pomemben pri plodnosti in reproduktivnih funkcijah. Zakaj bi se torej odločali za gumi Kids? Pravkar smo se sprehodili skozi vse dobre sestavine gumi Kids, pomembno pa je poudariti tudi to, česar ta proizvod ne vsebuje. V prvi vrsti je brez sladil, torej ni uporabljenih nobenih umetnih sladil, uporabljen pa je sladkor, in sicer v količini manjši od 1 grama sladkorja na enoto. Torej z 2 gumi bombonoma, toliko kot je dnevni vnos priporočen, vnesemo v telo manj kot 10% povprečnega dnevnega vnosa 6-letnika. Prav tako so gumi bombončki brez umetnih barvil, kot barvilo pa so uporabljeni izvlečki korenčka, bučk in črnega ribeza, so brez umetnih arom, brez gensko spremenjenih organizmov in prav tako brez alergenov, kot so gluten, laktoza, mlečne beljakovine, soja, oreščki in lupinarji. In zaradi vsega naštetega so gumiji zagotovo prva izbira tako za otroke kot za starše. Dobro pri gumi Kids je tudi to, da jih otrok lahko uživa le kratek čas, lahko pa je uživanje tudi dolgotrajno in poteka brez prekinitev. Kot ostali proizvodi v Kalivitinem naboru, se tudi gumi Kids lahko kombinirajo z drugimi proizvodi in z ostalimi produkti. Če želimo podpreti zdrav razvoj živčnega sistema in kognitivne funkcije,
Lahko posežemo po Nordic Pure Omega 3. Če želimo dodajati otrokom D-vitamin, kar je na zimo zelo priporočljivo, in tudi študije, ki so opravljene v Sloveniji, kažejo na to, da 70% slovenske populacije, torej med njimi tudi otroci, trpi za pomanjkanjem D-vitamina, takrat lahko izberemo D-drops. Za večji vnos vitamina C lahko izberemo levčke z dodanim C-vitaminom ali pa tekoči C-vitamin. Če želimo pri otrocih krepiti imunski sistem, pa lahko izbiramo med organic nonijem in zentonikom. Kadar se otroci srečujejo s pogostimi infekcijami, in to se na jesen zelo rado zgodi, mu lahko privoščimo Samburex. Žvečljivi bonboni so v bistvu primerni za vse starosti. Pogoj pa je, da otrok že zna dobro žvečiti. Tako nekje do 4. leta starosti priporočamo en bonbonček dnevno, s tem zadostimo po dnevnih potrebah, starejšim otrokom nad 4 leta pa lahko ponudimo 2 bonbona. In če pogledamo skozi prizmo stroškov, konkreten odmerek vitaminov stane manj kot tista čisto mičkena čokoladica, eno pakiranje pa je dovolj za 100 oziroma 50 dni. In naj še enkrat poudarim, gumikit so zelo kakovostni, vsekakor pa niso in ne smejo biti nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Če se vam je med webinarjem utrnilo kakšno vprašanje, ga lahko zastavite po končanem webinarju, lahko pa se obrnete na svetovalno linijo ob ponedeljkih dopoldan in ob četrtkih popoldan. Za zdaj pa se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim, da z vašimi sončki uživate razigrane in sončne jesenske dni.